Današnje srečanje organiziramo skupaj dve mreži nevladnih organizacij, in sicer Minvos, mrežo za izobraževanje, in pa ZOTKS, mreža za raziskovanje in znanost. Namen tega srečanja je predvsem, da zberemo skupaj predstavnike nevladnih organizacij iz teh področij, da skupaj ugotovimo, kaj lahko naredimo boljše in bolj učinkovito skozi povezovanje med nami, da recimo tudi se pogovorimo o tem, katere so tiste dejavnosti, ki bi jih lahko naše organizacije izvajale kot javno službo, če tako rečem, in pomemben del je pa tudi pogovor, razprava skupaj s predstavniki medijev in pa s predstavniki podjetij, kako lahko ustvarimo boljše partnerstvo, torej nevladnih organizacij na eni strani z mediji, na drugi strani z gospodarskimi družbami, ne samo v smislu, kaj mi želimo od njih, ampak zlasti v smislu tudi, kaj mi lahko ponudimo. Tukaj imam v mislih, recimo medijem, lahko te organizacije pogosto ponudimo različne strokovna mnenja, različne strokovnjake, ki pri nas delujejo in ki lahko prispevajo neodvisna mnenja ali študije, in na drugi strani tudi z gospodarstvom, od katerih seveda mi želimo sodelovanje tudi v smislu tega, da podpirajo naše dejavnosti, ampak na drugi strani pa tudi mi lahko njim ponudimo številne vsebine, recimo na področje, ki jih oni nimajo pokrite, prav tako gre tudi za različne evalvacije, mnenja, za povezovanje z recimo mladimi, talentiranimi, ki so se izkazali na področju znanja in tako naprej. Kakšni so odzivi? Moram reči, da smo zlasti glede na to, da smo že sredi poletja zelo zadovoljni za našo udeležbo. Tukaj namreč nas je 50 predstavnikov tako nevladnih organizacij, kot tudi medijev in gospodarstva, in zaenkrat kaže na to, da bomo lahko torej na koncu ugotovili, da tudi to srečanje prispeva k nekaterim premikom v vzpostavljanju sodelovanja in tudi v kakovosti in učinkovitosti delovanja tako nevladnih organizacij, ki seveda tudi posledično prispeva k skupnosti. In kakšni so vaši načrti? Naši načrti so torej vsekakor, da okrepimo povezovanje, kajti menimo, da nevladne organizacije imamo prihodnost zlasti v tem, da se povezujemo, da se krepimo na način, da določene zadeve izvajamo skupaj, s tem seveda bomo tudi močnejši napram državi in tudi bolj kredibilen partner torej gospodarstvo, in tudi mediji nas bodo na ta način lažje zaznali, tako da vsekakor bomo sodelovali oziroma bomo nadaljevali z povezovanjem, s krepitvijo povezovanja in obojih mrež in seveda tudi z spostavljanjem partnerstva, tako kot sem rekel, z mediji in zlasti z gospodarstvom, kjer menim, da je tudi trenutna kriza pravzaprav dobra priložnost, da se pokažemo kot partner, ki lahko prispeva tudi v dobrobit gospodarstva in seveda zlasti v dobrobit skupnosti. Ob tem je pa pomembno tudi to, da se danes veliko več kot v preteklosti govori tudi o družbeni odgovornosti, in to je spet eno izmed področij, kjer smo nevladne organizacije lahko zelo dober partner gospodarskim družbam pri udejanjanju družbene odgovornosti.